Torej, vsem lep pozdrav naprej na današnji seji Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. Smo obravnavali zadevo Ornik in pač primer, ki je bil v javnosti znan kot več kot 300 vdorov v različne osebne račune, bodisi na Facebooku, bodisi elektronski pošti, kar naj bi se vse dogajalo po nalogu policije, kar bi imelo vse indice zlorabe človeka oziroma v takem primeru policijskega informatorja ali vira za nelegalno pridobivanje podatkov. Zdaj, potem, kar smo danes slišali smo pa obe strani. Najprej se je udeležil seje gospod Ornik skupaj s svojim odvetnikom in to smo kar približno 2 uri porabili za ta del. Potem pa sta prišla še gospod Fank in pa gospod Japelj v imenu policije in pač smo se seznanili tudi z njihovim pogledom na celotno zadevo. Lahko samo ugotovimo, da je zagotovo tukaj kakšna velika sistemska siva cona, kajti po vsemu, o čemer smo bili seznanjeni, lahko ugotovimo, da je zagotovo prihajalo do napak, da je zagotovo prihajalo do nezakonitosti. Kakšen pa je bil obseg in kdo je za to odgovoren, pa bodo še pokazale nadaljne preiskave. Kajti, če se v določenih točkah vse izjave zelo strinjajo, da je šlo za v začetku iniciativo samega gospoda Ornika, da je pač pridobival določene informacije preko javnih omrežij iz javno dostopnih podatkov, pa se kasnejši del, ki je seveda tisti, ki je sporen, precej razlikuje po tem, kdo je dajal navodila, kakšen je vseg navodil, kakšen je bil obseg podatkov, ki so bili za to potrebni, da jih je pač tudi pridobival gospod Ornik s strani samih kriminalistov, s katerimi je sodeloval, s kakšnim namenom, s kakšnimi pooblastili, to pa je zelo veliko vprašanje. No, zdaj, ker pač ne želimo delati prehitrih sklepov glede na vse predstavljene informacije in pa zato, ker nekatere preiskave že potekajo, veste, da poteka notranja preiskava na policiji in pa tudi specializiranega državnega tožilstva, smo sklenili, da najprej počakamo, da nam gospod Ornik posreduje določene dokumente, ki jih je posredoval tudi pristojnim institucijam in da šele potem na tej osnovi pač se odločimo za nadaljne korake in pa potem na osnovi preverjenih dejstev, tistih, ki jih je mogoče dokumentirati, tudi naredimo končne zaključke. Ampak tisto, kar je pa očitno že po tej seji in pa po vsemu, kar je bilo do zdaj tudi že znano sicer javnosti, pa je, da stvari nikakor niso bile vse v okviru zakona in nikakor niso bile take, kot bi morale biti. Vsekakor je to področje teh policijskih sodelavcev, področje, ki bo verjetno moralo biti v bodoče drugače urejeno. Mislim, da bo moralo biti urejeno z zakonom in to zelo natančno, kajti tole, kar se zdajle kaže, je precej čuden prosti lov, v katerem je veliko sive cone, ne veš, kdo pije, kdo plača, trpijo pa človekove pravice, trpi pravna varnost, trpi pač varnost posameznika in njegova zasebnost, to pa so ustavne dobrine in zato je tako stanje nedopustno. Kaj pa v tem primeru sploh lahko komisija recimo sklene, ne vem, mislim, imate kakšen vzvod, da bi take zadeve preprečili naprej? Ne, naprej jih mi ne moramo preprečiti. Ne. To je stvar tistih institucij, ki izvajajo posebna pooblastila, ki imajo pravico uporabe posebnih metod in sredstev. Mi pač imamo pravico nadzora in lahko potem opozorimo pristojne institucije, vlado, parlament, vse tiste, ki sprejemajo predpise in zakone in ki jih izvajajo, da stvari tako spremenijo, da so preverljive, obvladljive in da, kar je nujno, ostanejo v mejah ustave in zakona. Tako pač mora biti. Zdaj policija tudi večkrat že poudarja, da imajo ravno v tem, ne vem, pri primerih terorizma in takšnih zadev omejena pooblastila oziroma tudi zakonodaja in ne dopušča se tudi kaj glede tega rekli spremembe zakonodaje na tem področju, da bi policija lažje delovala. Glejte, kar se tega tiče, smo na komisiji že večkrat upozorili na to problematiko.
Če pa za hip povem še moje osebno mnenje, tudi v SDS smo dali že večkrat predloge za zaostritev zakonodaje na tem področju, tudi zelo konkretne, vendar je žal do zdaj vladajoča koalicija vse to zavračala. Sama vlada pa s spremembami, ki bi to zelo natančno uredila, zaenkrat, če ni prišla. Tiste spremembe, ki so bile do zdaj, pa po moji osebni oceni ne zadoščajo in ta opozorila policije, da posebej, ko gre za te najhujše oblike kriminala, za terorizem, za množično nasilje, torej, da tam nimajo ustreznih pooblastil, ta opozorila so utemeljena in ostajajo še vedno aktualna. Gospod Grims, pred nekaj dnevi, ko ste imeli novinarsko konferenco, ste bili na podlagi tega, kar se je objavljalo v medijih, zelo zaskrbljeni zaradi teh vdorov, nezakonitih. Ste danes kaj bolj pomirjeni, ko ste slišali obe plati zgodbe, oziroma ali še vedno ista zaskrbljenost ostane? Ne, prav nič. Zaskrbljenost ostane, še huje je. Ne? Jaz osebno, potem, ker sem danes poslušal obe strani, mislim, da gre tukaj za velik sistemski problem, da so to stvari, kjer je veliko preveč prepuščeno posameznim službam, posameznikom in pa njihovim internim predpisom, ki jih pa očitno razumejo nekateri precej po domače. No? In zaradi tega je to področje, ki je izjemno občutljivo in še enkrat povem, po vsemu, kar se vendarle vidi iz do sedaj povedanega in do sedaj predloženega, vseh dokumentov še nismo pridobili, nekaj nam je obljubljeno in nam bo posredovano, no, ampak iz tisto, kar pa smo, pa je očitno, da je zagotovo prišlo do stvari, ki so izven ustavnega okvira, ki pomenijo poseg v človekove pravice, se pravi nezakonit poseg v človekove pravice, se pravi trpele so ustavno zaščitene vrednote in to je v demokratični družbi nedopustno. Hvala.